Nogometaši Domžal so svojo obveznost v sklopu 7. kola Prve lige Telekom Slovenije opravili že v petek pozno zvečer. Na areni z Dežele so se pomerili s Celjem, ki je v prejšnjem kolu igralo neodločeno na gostovanju v Mariboru. Trener Simon Rožman, ki tokrat zaradi kazni ni smel voditi tekme ob igrišču, je v udarni enajsterici opravil 3 spremembe v primerjavi z zadnjo tekmo proti Olimpiji. Zenija Husmanija, ki je na zadnji dan prestopnega roka odšel v Turčijo, je zamenjal Nermin Hodžić. Na levem bočnem položaju je prvič zaigral novinec Gregor Sikošek, ki je zamenjal nekoliko načetega Tončija Mujana. V napadu pa je prednost pred Agimom Ibrahimijem dobil Matej Podlogar. Tekmo so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so imeli prvo priložnost že v uvodni minuti. Po natančni podaji Darija Melnjaka je zaključil Podlogar, a preslabo za vratarja Matjaža Rozmana. V 7. minuti so rumeni, ki so tokrat nastopili v belih dresih, prišli do kota z leve strani. Po podaji Ibričića je žoga zletela mimo leve vratnice. Domači so prvič nevarneje zapretili v 11. minuti. Strel Mitje Lotriča je brez večjih težav zaustavil vratar Ajdin Mulalić. Slednji je bil znova na delu po pol ure igre, ko je zaustavil močan strel nekdanjega člana Domžal Rudija Požega Vancaša. Gostje so hitro odgovorili. Po akciji Slobodana Vuka in Podlogarja je do zaključnega strela prišel tokratni kapetan Senijad Ibričić. Zatresel se je zunanji del mreže Celja. V 39. minuti je kot z desne strani izvajal Rudi Požek Vancaš. Pred vrati je Elvir Ibišević z glavo streljal previsoko. Za konec neatraktivnega prvega polčasa je z razdalje poizkušal še Elvedin Džinić, a se Mulalić ni pustil presenetiti in ostalo je pri začetnem izidu 0:0. V drugem delu so prvi zapretili Domžalčani. Po kratki podaji Ibričića je Vuk močno sprožil proti vratom, Rozman je žogo uspešno odbil. Naslednjo priložnost beležimo šele v 64. minuti. Ibričić je izvajal kot z desne strani, Melnjak je streljal z glavo. Žoga je oplazila enega od domačih igralcev in se od prečke odbila v kot. V 70. minuti lepa akcija Ibrahimija, Ibričića in Hodžića, ki je z levico z voleja meril visoko čez domači gol. Na drugi strani so prvič v drugem polčasu zapretili tudi Celjani. Predložek Janeza Piška je Mulalić odbil do Tadeja Vidmajerja, ki je streljal previsoko. V naslednjih 10 minutah je bil v spredju glavni sodnik Nejc Kajtazović, ki je bil del sodniške ekipe že na prejšnji tekmi Domžal proti Olimpiji. Najprej je drugi rumeni karton pokazal Adamu Gnezdi Čerinu, v 80. minuti pa še Gabru Dobrovoljcu in Domžalčani so zadnjih 10 minut odigrali s kar 2 igralcema manj. Celjani so poskušali izkoristiti občutno številčno prednost na igrišču, a so si proti borbenim Domžalčanom uspeli pripraviti le 3 omembe vredne priložnosti. Najprej je po podaji Jakoba Novaka čez gol streljal Lotrič. V 84. minuti je po podaji Lotriča Požek Vancaš streljal za las nenatančno. Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom pa je po podaji Lovra Cveka z glavo nenatančno meril še Jan Adrejašič. Po porazih z Gorico in Olimpijo so Domžalčani z 9 igralci vse do zadnjega sodnikovega piska ohranili mrežo nedotaknjeno in zasluženo osvojili veliko točko. Sedaj sledi reprezentančni odmor, ki ga bodo Domžalčani izkoristili za strnitev vrst in iskanje prave forme. Po petkovi prijateljski tekmi z novim hrvaškim prvoligašem Gorico bodo naslednjo uradno tekmo odigrali v sredo 12. septembra ob 19:30. V osmini finala slovenskega pokala bodo gostovali v Ivančni Gorici.